reči, da smo začeli zelo dobro. Takoj smo jih pritisnili zgoraj, pokazali smo, da se jih ne bojimo. Prejeli smo zadetke, ampak kar je pomembno, da smo probali igrati, da se nismo postavili v zadnjo linijo in samo čakali, ko prejmemo zadetek, ampak smo res poskušali. Priigrali smo si tudi 2 šansi in mislim, da je to dober napredek za naprej. Kje je bila ta glavna razlika s Nemčijo? Ja, kot vemo, Nemčija je med top 3 reprezentance na svetu in danes je tudi videl, kako so fizično močne in tu so delale kar precej razlike. Kako je bilo igrati s tako velesili? Nazadnje smo igrali z njimi več kot 10 let nazaj. Ja, res je. Več kot 10 let nazaj, ko smo igrali z njimi v Sloveniji, smo prejeli 13 zadetkov. In seveda nismo igrali nič, samo čakali, ko prejmemo zadetke. Danes smo pri njih doma igrali in mislim, da tudi v nekih fazah igre se dokaj dobro borili z njimi, ampak bolj se vidi tista njihova kvaliteta, moram reči fizična kvaliteta in smo prejeli nekaj zadetkov. Kaj lahko iz tega odnesemo za tekmo proti Avstriji? Ja, mislim, da se iz današnje tekme lahko nekaj naučimo. Jaz mislim, da bomo mi dalje strmeli v naši igri, ne bomo se predali in probali bomo naprej igrati, kot smo si zamislili in kot smo začeli tudi na začetku priprav. Mislim, iz C-ja v B-ju in iz B-ja v A. Mislim, da nismo naredili neke razlike sedaj, ko smo prišli v A skupino, da bi se probali ustaviti in se ustrašili. Jaz mislim, da smo danes res pokazali tisto, da se ne bojimo in da probamo igrati. Pač smo prijeli zadetke, žal, ampak kar nas veseli je to, da probamo igrati tudi s tako velikimi reprezentancami. Za nas? Ja, mislim, normalno težko. Vse smo pričakovali težko tekmo. Vedeli smo, da so dobre igralke, dobra ekipa in tako smo se tudi na njih pripravili, ampak na igrišču včasih se ne izide vse, če zamudiš 1 meter. Na taki tekmi se že lahko konča akcija z golom in to se je danes zgodilo. Dobili smo prepoceni zadetke, pa nismo izkoristili naših šans, ki bi jih lahko. Se pravi, tudi ta razlika, ki je obstajala med ekipama, mi nismo izkoristili teh priložnosti, ki smo imeli, Nemčija in načeloma izkoristila vse. Ja, mislim, Bog ne daj, da se bi primerjali z njimi, ker Nemčija je sila, velesila. Mi smo res en malček in pač to se vidi. Po moje v vsaki statistiki dan se je videla razlika in pač smo na mestu, kjer smo, treba graditi na tem, kar imamo, sprejeti to, kar imamo in delati naprej, gledati naprej. Delati na tem, da prideš enkrat oziroma ostaneš na tem nivoju. Ja, mislim, do tega nivoja mislim, da zelo težko priti. Prišli smo v Ligo A, kar je prvič za nas, to je prva tekma, taka težka tekma po, mislim, da 3-4 letih na takem igrišču pred tako množico proti taki ekipi in mi smo dali vse od sebe. Je bilo kaj v igri, ni bilo kaj v igri, to zdaj ne vemo, ampak rezultat je tak, kakršen je, mi moramo to lepo analizirati pa iti naprej z dvignem glavo. In se pripraviti za tekmo v Kopru v soboto? Ja, mislim, da bo tekma proti Avstriji čisto drugačna. Mislim, da se z njimi moramo še zboriti enkrat, ker jim treba nekaj vrniti. Tako da se že veselim te druge tekme in mislim, da smo se danes marsičesa naučili. Mislim, ja, sigurno in poraz in visok rezultat na koncu. Lahko rečem samo to, Nemčija dosti boljša,
zasluženo zmagala, mi moramo čestitati. Mi smo danes dobili eno tako super lekcijo, ki bomo lahko nekaj vzeli za naprej. Ampak tako pač je, ko igraš z tretjo najboljšo reprezentanco sveta. Mi smo šli v tekmo hrabro, mi smo tekmo 90 minut odgarali, se borili, nismo se ustrašili, šli smo po gol, upali smo si iti naprej in to je največ, kar bi lahko pričakoval in zato puncem lahko tudi čestitam. Kako je na tekmo vplival hiter gol? Dober začetek Slovenije, kot sem sam rekel, priložnost, potem pa v bistvu skoraj v kontranapadu zelo hiter gol. Kako to vpliva potem na samo ekipo? Ja, naš cilj je bil točno ta, da se ne ustrašimo, da takoj pač pokažemo to, po kar smo prišli sem, se pravi, ostati zvesti sebi. Mi smo na tak način prišli do tukaj. To je bila za nas že sama po sebi ena taka velika čast, ampak zakaj bi zdaj spreminjali, zakaj bi se zdaj tega bali? In točno to se je zgodilo. Ta prvih 5 minut smo šli v tekmo izredno dobro, odlično, stisnili gor Nemke, ampak to je taka kvaliteta, da v bistvu enkrat malo zamudiš in potem hitro pade gol. Nič zato, mi lahko na temu gradimo naprej, mi se ustrašili nismo in to vse, tako kot sem prej rekel, to je vse, kar lahko pričakuješ v taki tekmi in pač nekaj odneseš za naprej. Dobra lekcija in dobra osnova za soboto proti Avstriji? Ja, sigurno. Mislim, to bo čisto ena druga tekma. To je vseeno nasprotnik, ki je še vedno izredno kvaliteten, ampak ne na takem nivoju kot Nemčija. Mi moramo tle spet z istim pristopom, s tem, da se ne bomo bali, iti v to tekmo in iskati našo šanso tukaj. Zakaj pa ne? Mi smo si to preborili in mi bomo zdaj to skupaj preživeli in preživeli bomo tako, da ne bomo odstopili od tega, kar smo in kar smo v 2 letih zgradili. Te punce so neustrašne in tako mora iti vsako tekmo. Govoriva o 2 letih, 2 leti nazaj smo tudi proti Avstriji igrali, velika razlika tudi v naši ekipi. Ja, od takrat smo mi zrasli, če ne drugega nam je točno Avstrija bila ta prva šola, kjer smo se nekaj naučili, naredili en korak naprej. Zato smo jim po eni strani lahko in hvaležni, po drugi strani smo jim pa še marsikaj dolžni.